če rečem, čeri je tukaj še mnogo. Mi smo jih v zadnjih letih srečali. Mogoče poznate tukaj primer tam čez na oni strani v Ptuju, recimo, kjer še zdaj niso uspeli zaključiti projekta iz pretekle finančne perspektive. Ni samo zdaj, da se vse zgradi, treba je spraviti čistilno napravo obratovanje, dosegati mora parametre, ki so predvideni. Še na tej podlagi mi lahko naredimo zaključek operacije, predložimo Bruslju ustrezna poročila in dobimo zadnje dele denarja. Tako da gre za izjemno kompleksen pristopek. Ta del zdaj z prostorskim načrtovanjem, z pridobivanjem zemljišč, z idejnimi projekti, z vlogo smo upravili. En del ključen je tukaj podpis pogodbe, ampak od tu do naprej nas čaka še veliko dela, ampak prepričan sem, da ta ekipa, ki sedi tukaj za mizo, da bo te zadeve dosti efektivno speljala. Tudi postopki, ki so pri nas na Ministrstvu za okolje, pač služijo temu, da bi ravno v teh fazah ne prišlo več do teh zapletov, kot je prej. In župani nas ali pa mene večkrat kritizirajo, da smo v tem pogledu sorazmerno natančni. Moramo biti, ker drugače lahko v naslednjih fazah pač projekti zaidejo težave, bodisi zaradi tega, ker določene stvari niso bile dobro premišljene, ker niso bile okoljsko presojane, ker niso bile umestitve v prostor dobre, in sem prepričan, da bomo to naredili, da pravzaprav bo ta potek, nadaljni potek projekta vzoren. Za zaključek še to, župan se bo spomnil, da sva se 2 leti nazaj tu prvič sestala, ko sem jaz prišel, in da sem pač trdno obljubil, da bomo ta projekt pripeljali v tej perspektivi do te faze in tudi do zaključka, in čestitam pravzaprav, da ste uspeli vse te napore opraviti. Apeliram na izvajalce, da bo tu ažuren, kvaliteten in da se bomo čez 2 leti srečali na še nekoliko bolj veselem dogodku, se pravi na otvoritvi objekta. Hvala lepa. Hvala lepa, direktor podjetja Radok, gospod Senič. Ja, jaz bi se zahvalil da je prišel do današnjega podpisa, oziroma se bo ta zadeva podpisala. Jaz v imenu Radoka iz skupine Nivo vam zagotavljam, da več kot 50-letna tradicija narekuje, da bomo dela izvedli kvalitetno, brez kakršnikoli problemov. Verjamem, da tudi partnerji, nismo prvič v takem sestavu, smo že par projektov zaključili, nam glihtek oziroma so se obvezali, da bomo ta dela speljali. Verjamem, da eventualne težave, če se bojo pojavile, jih bomo poskušali takoj ažurno reševati in sem prepričan, da bomo ta dela končali še mogoče kaj prej. Hvala lepa. Hvala lepa. Napoved je zelo optimistična in jaz verjamem, da nimamo kaj druga kot verjeti, da bomo res vsi skupaj uspešni, z roko v roki šli. Po pričetku gradnje širokopasovnega omrežja se je občina Slovenske Konjice lotila še enega pomembnega projekta: projektiranje in izgradnja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema. Izvajalec projekta bo celjsko podjetje Radok d.o.o. s partnerjem Hidroinženiring d.o.o. iz Ljubljane. Mogoče, župan, začnimo s to dolgotrajnostjo in kompleksnostjo projekta. Spomnili smo se, začel posega v letu 2004. Ja, res je, da se je s pristopom k reševanju problematike odpadne vode v celotni Dravinjski dolini pričelo v letu 2004, potem so bili, seveda takrat jaz nisem še sodeloval, eni dogovori in na koncu smo prišli do idejne zasnove, ki je izvajalo nemško podjetje Bauer Consult, in rešitve so bile, jaz verjamem, da mogoče glede obratovalnih stroškov dobre, ampak glede same gradnje pa tudi sam laično težko verjamem, da so bile realne. Samo za primer navedem, da bi celoten vzhodni del občine Konjice ali pa Špitalsko dolino odpadne vode peljali po ceveh do Pečke, do naselja Pečke, se pravi dolvodno od Makol, kar je več kot 20 km in je skoraj rahlo nerealno. V glavnem, kasneje, ko smo redefinirali to, kar je bilo do sedaj narejenega, smo prišli do teh strokovnih rešitev
in na osnovi tega smo potem gradili samo pridobivanje služnostnih pogodb, usklajevali zahteve, pa recimo temu birokratske zahteve, ki tudi morajo sedeti, in tako smo potem konec leta 2009 oddali vlogo na Ministrstvo za okolje in prostor, seveda z vmesnimi dopolnitvami, in tako smo potem v začetku letošnjega leta dobili odločbo, da je ta vloga uvrščena v program financiranja kohezijskega sklada. Res je, in tu so strokovne službe imele ogromno opravil, ogromno dela, ogromno odločitev je bilo treba sprejeti, da smo prišli do tega, da smo v poletnih mesecih letošnjega leta objavili razpis za izbiro izvajalca gradbenih del. In mogoče smo mi imeli to srečo, da se je v okviru razpoložljivega denarnih sredstev našla samo ena ponudba, tako niso imeli nobenih pritožbenih postopkov, in ena ponudba za več partnerji, ki so se že v začetku odkrito povezali v konzorcij. Vsak bo naredil svoj del za tistega, ki je pač najbolj usposobljen. Tako bo Radok oziroma podjetje Nivo opravilo polaganje kanalizacijskih sistemov, kjer so pač prepoznavni že do sedaj. Podjetje Pomgrad kot njihov podizvajalec za gradnjo same čistilne naprave, tehnologija pa je naloga podjetja Hidroinženiring iz Ljubljane. In jaz verjamem, da bomo v rokih in pa predvsem kvalitetno pripeljali celoten projekt do faze, ko se bo pričelo poskusno obratovanje, to je že konec oziroma v letu 2014, do konca leta 2014 pa mora vsa stvar že biti v fazi rednega obratovanja. Koliko je vreden projekt, koliko bo tega občina prispevala, koliko evropska sredstva oziroma država? Celoten projekt, oziroma pogodbena vrednost za vse skupaj je nekaj več kot 9,5 milijona evrov, vključen je DDV. Od tega bi naj 12 do 13 vmes, 12,5% prispevala lokalna skupnost, vse ostalo je predvideno financiranje strani kohezijskega sklada oziroma državnega proračuna. Ko gospodinstvo se bo priključilo, kako se bo ta postopek, kako bo stekel? Se pravi, čistilna naprava v Konjicah je projektirana na 14.500 populacijskih enot. To pomeni, populacijska enota je en prebivalec, seveda pa to ne pomeni toliko prebivalcev, ker je treba upoštevati tudi čiščenje industrijskih odplak. Na to čistilno napravo je vezana izgradnja skoraj 10 kilometrov novih povezovalnih primarnih cevovodov, in ti bodo pravzaprav povezali celoten osrednji del občine, okolico Slovenskih Konjic, da bodo že obstoječi kanalizacijski sistemi, ki se sedaj pač izlivajo v reko Dravinjo, našli neposredno povezavo na samo čistilno napravo. Seveda pa je za izpolnitev ciljev, ki so kot pogoj za črpanje sredstev kohezijskega sklada, je potrebno zagotoviti cilje. To pomeni v letu 2014 priključenost prebivalstva mora biti 95% v tej aglomeraciji, kot radi rečemo. Se pravi, 95% prebivalcev v naši občini, kar se ozemeljsko gledano zahodno od avtoceste, mora biti priključenih na to čistilno napravo. Bo to konkretno, kaj je v bistvu občane stalo, ta priključitev na čistilno napravo, ali pa samo potem dražje? Ne, pri gradnji ni pravzaprav potrebno nobenih dodatnih priključitev, ker gre za gradnjo cevovodov, ki bodo povezali obstoječe kanalizacijske sisteme. Sama cena čiščenja je pa potem seveda odvisno od obratovalnih stroškov, v tem trenutku je pa to še samo špekulacija, ampak praksa kaže, da glede na sedanje cene čiščenja je to vsaj faktor krat 2, ampak to je cena Evrope. Kje točno bo to že stalo? Tukaj neposredno ob samem Celotu, nekaj metrov niže na levem bregu reke Dravinje, ali drugače med traso bivše železniške proge in pa med reko Dravinjo. Tam je že nekaj časa skupljena površina skoraj 1 hektar, 97 arov.
Lahko mogoče za začetek pišete, kdaj natančno boste začeli z gradnjo? Po terminskem planu je potrebno končati v 2014 letu. Pričeli bomo pa najprej projektirati, kot je že župan omenil, je to rumena knjiga, v kateri je najprej treba pripraviti projekte, potem pa pričeti, mislim, da operativno se bo začelo drugo leto. Prav z gradnjo? Z gradnjo, fizično, ja. Poskusno obratovanje za 2014? 2014, ja. Mimo grede, no, na Korodu tudi gradite, tam pa je že tik pred poskusnim obratovanjem zadeva? Ja, tehnični pregled je bil upravljen, zdaj so določene stvari, so se še odpravile in mislim, da poskusno obratovanje je v teku. Mislim, da ste se že pri samem razpisu nekako povezali z drugimi podjetji? Ne, poglejte, povezali smo se v smislu, ker to nam je že zdaj, mislim, da en 4. projekt, v katerem smo partnersko skupaj, praktično delimo si dobro in slabo. V zdajšnjem času pa vemo, kako je. Tu so določene obveznosti, kar se tiče od pridobitve garancij do kreditnih potencijala in vsi trije skupaj mislim, da bomo to zmogli. Čemu pa pripisujete dejstvo, da ste bili edini pravzaprav, no? Malo precej presenetljivo. Ja, ni presenetljivo. Stvar je taka, zahteve so zdaj ostale enake kot v časih, ko je bila mislim, praktično ni bilo recesija, ne. Predpisi oziroma pogodbena določila ministrstvo in Evropa ni nič spremenila. Ostajajo enake, vemo pa, kak je zdaj z bančnimi zgodbami, kar se gradbeništva tiče, tako da je to. Mislim, da je to bila edina rešitev. Mislim pa, da tudi v bodoče ne bo nobeno presenečenje, če se bo ta pojavila ena ali dva. Kaj več pa mislim, da ni za pričakovati. Zakaj enkrat Nivo, enkrat drugo vaše podjetje? Ja, lejte, jaz sem povedal prej, Nivo je skupina, v kateri je veliko firm, ena med njimi je tudi Radok. Radok je še edina firma, ki je trenutno imela možnost pridobiti garancijo. To je pač zgodba taka, ko se sprosti na nivoju, potem gremo z nivojem. Mislim, da treba se znajti v zdajšnjem času. Je pa res, da lejte, mi moramo biti čarovniki, če ćemo obdržati vse zaposlene, pa ker verjamem, da hrabri bodo zmagali, ne. Koliko pa imate zaposlenih? Cela skupina ima preko 500 ljudi.